polkovnik Šipec, dobrodošli na današnji drugi konferenci Rast. Moje vprašanje gre v smer energetske učinkovitosti in pa trajnosti. Zanima me, kako vidite vlogo trajnosti in energetske učinkovitosti v prihodnje. Ja, najlepša hvala za povabilo. Energetska učinkovitost in trajnost seveda v obrambnem sistemu pač zaseda vse pomembnejšo vlogo. Mi, ko govorimo o energetski učinkovitosti in o trajnosti, govorimo pravzaprav o odpornosti naših zmogljivosti. Vemo tudi, da okoljske spremembe vse bolj vplivajo na same naše zmogljivosti na način, da ne moremo v pravem času na samo lokacijo ali da so preobsežne, da potrebujemo dodatne sile, da potrebujemo veliko energije za te stvari ali pa dodatno opremo. Ali pa tista oprema ni več dovolj dobra za te zadeve. V drugi smeri pa mi nismo več izključeni iz evropskih ali svetovnih okoljskih ciljev. To nam je naročila Evropa, da dejansko mi ravno tako sodelujemo pri reševanju okoljskih vplivov oziroma ciljev. Tako da v okviru ministrstva smo že pripravili dolgoročne usmeritve za spopad z okoljskimi vplivi, ki vključuje tudi energetsko učinkovitost in pa trajnostno področje. Tako v ministrstvu, v Slovenski vojski in sistemu zaščite in reševanja vse več vlagamo v trajnostno energijo, vse več vlagamo v prenovo infrastrukture, v trajnostno mobilnost. Vključujemo vse več digitalizacijo na tem področju in seveda vse to, kar delamo, merimo. Tako smo že izmerili ogljični odtis Ministrstva za obrambo, vemo, kakšen je naš odtis, vemo tudi, zelo dobro vemo, kakšna je poraba naše energije, katero energijo porabljamo in pa seveda poskušamo dejansko z aktivnostmi porabo energije zmanjšati in pa doseči ogljično nevtralnost 2050. leta. Super. Vemo, da je vojska oziroma zaščita pač specifično področje. Zato me zanima, ko ste omenili ogljični odtis, se poslužujete tudi standardov, predvidevamo. Vojska je na splošno specifična, kar se standardizacije tiče. Ja, imamo tudi svojo standardizacijo, obrambno standardizacijo oziroma NATO standardizacijo. To gre tukaj predvsem za povezljivost med različnimi oboroženimi silami, ampak seveda spoštujemo oziroma uporabljamo tudi druge civilne standarde, predvsem tam, kjer vojaških ni potrebno uporabljati. Kar se tiče ogljičnega odtisa, ja, smo po ISO standardu 14000 to izvedli ta izračun ali pa dopolnili zadeve tudi z Greenhouse Gas Emission protokolom. Potem ravno zdaj smo v procesu pridobivanja certifikata 50001, to se pravi za energetsko odličnost. Tukaj gre omeniti, da ravno to s tem certifikatom, ne da mi želimo imeti lep papir, ampak bistvo je to, da mi vemo, koliko porabimo energije, katere energije in kje lahko mi pravzaprav izboljšamo na sistem. Ker bistvo tega ISO 50000 je vsakoletni napredek in želimo pri prenavljanju tega certifikata vsakoletno, da pokažemo, da smo vsako leto boljši. Mi imamo v naših dolgoročnih zavezah zelo striktno zavezo, da letno zmanjšujemo za 1,9% porabo energentov v kompletnem ministrstvu, to se pravi vključujoč zaščito in reševanje in pa Slovensko vojsko. Tako. Odlično nas veseli, da slišimo, da se standardizacija na vseh področjih uporablja in hvala lepa za ta čas, ki ste ga vzeli za razgovor z nami. Hvala vam.